Danes v Pomurskem dnevniku. Mura pričakuje Celjane. Evropski teden mobilnosti. Prenova mestnega središča. Prosta delovna mesta. Vreme, jutri jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Nogometaši Mure se bodo v nedeljo pomerili s Celjem in želeli bodo nadaljevati zmagovalni niz. Prvo letošnje srečanje se je končalo z remijem 2-2 in delitvijo točk. Mura se je v sredo uvrstila v četrtfinale pokala Slovenije. Ante Šimunže je ob tem spočil nekatere nosilce igre in priložnost ponudil nogometašem, ki so doslej igrali manj. Vsekakor je zelo pomembno, da imamo igralce, na katere lahko računamo v vsakem trenutku. Dejstvo pa je, da so nekateri zaradi takšnih in drugačnih razlogov v prednosti. Enostavno, ko se v formi, je zelo težko nekoga zamenjati, po drugi strani pa je pokalno tekmovanje oziroma zadeve, katere se dogajajo v tekmah, v prvenstvu, v tekmovanju, takšne, da te prisilijo v rotacijo. Pokalna tekma je idealna priložnost, uradna tekma, zelo ambiciozni smo tudi v pokalu, tako da zelo pomembno, da so igralci, ki so dobili priložnost, svoje naloge opravili zelo dobro. Črno-beli so po 3 tekmah brez zmage zdaj ponovno ujeli zmagovalni ritem. V prvenstvu so premagali Sežano, v pokalu Triglav. Pomembno pa je, da smo držali nekakšno kontinuiteto, nismo pa mi še ne kot klub, kot ekipa na nivoju, da bomo v serijah ali pa zahtevali od igralcev, da v serijah zmagujejo vse tekme, kar bi bilo nepošteno do njih, iz prostega razloga, ker smo še vedno na poti razvoja, po drugi strani pa tale konstanta v gostujočih tekmah je zelo pomembna in seveda vsaka zmaga je dobrodošla, še posebej zaradi tega, ker okrepi samozavest tako posamezniku kot ekipi. V nedeljo na Fazenerijo prihaja Celje. Kaj je tisto, kar so se črno-beli naučili iz prve tekme? Način igre Celja, kateri se ne bo spremenil, po drugi strani se pa je Celje malo spremenilo z kadrovskega stališča, so pripeljali 2 nova igralca, nekateri začenjajo, nekateri prihajajo v tekmo, tako da ideja Celja ostaja vedno ista, principi ostaja isti, po drugi strani pa lahko gledamo na to, da so karakterni, da se borijo do konca, da so ekipa, katera želi igrati, ekipa, katera se želi nadigravati in pričakujem eno zanimivo tekmo. Zaradi nesoglasij na tekmi Sežano ni bilo navijaške skupine Black Gringos. Ti se zdaj ponovno vračajo na sever. Moram reči, da v zadnji tekmi smo jih zelo pogrešali in pač nisem dobil nobenega vprašanja oziroma nobene diskusije ni bilo kako in kaj. Dejstvo je, da so ultrasi Black Gringosi tisti, ki so zelo pomembni na tekmah, ki so tisti, kateri dajejo ton, ki imajo občutek, kako in kaj, kdaj ekipi ne gre, stojijo nam v dobrem in slabem ob strani, tako da zelo pomembni oziroma zelo smo jih pogrešali na zadnji domači tekmi in zelo se veselimo njihovega delovanja v naslednji prihajajoči tekmi. Tekma s Celjem se bo začela ob 18. uri. Kot tradicionalno je tudi letos v Murski Soboti potekal dan brez avtomobila. Gremo peš je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ene najbolj razširjenih kampanj za trajnostno mobilnost v svetu. Letošnji teden mobilnosti je tako posvečen hoji, najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja. V Murski Soboti je danes tradicionalno že 17. potekal dan brez avtomobila. V izjemno lepem vremenu, v pozitivnem vzdušju smo tudi letos tradicionalno pripravili dan brez avtomobila pod geslom Gremo peš in to je pravzaprav vodilo vsem nam, občankam in občanom mestne občine Murska Sobota, pa tudi vsem ostalim, da več hodimo peš, da se več vozimo s kolesom in da občina kot taka tudi ustvarja pogoje, kjer bo do mestna središča, ulice bolj prijazne za pešce, bolj prijazne za kolesarje in za ranljive skupine, kot so invalidi in podobno. Jaz sem prepričan, da se bo nekaj tudi prijelo v smislu cilja tega dneva brez avtomobila, da bomo
avtomobile počasi preusmerili na obvoznice izven mesta in da bodo v mestu vozili samo tisti avtomobili, ki res nujno morajo biti v mestu. Številni osnovnošolci in drugi udeleženci so tako danes prišli na prireditev peš ali s kolesi in s tem poudarili, kako pomembno je izbrati alternativo cestnemu motornemu prometu. V tej luči so se na stojnicah predstavljale tudi razne organizacije in potekale številne poučne igre. Tukaj bo kar precej malo igrivih, malo pa tudi resnih vsebin. Resnih tudi v tem smislu, da otroci in pa udeleženci preizkusijo tudi, kako se gibljajo paraplegiki na vozičkih. Tudi to jim bodo predstavili, kajti oni so ranljiva skupina in za njih moramo poskrbeti, da jim ne postavljamo ovire na ulicah in pa tam, kjer se pač gibljajo. Bo pa tudi kar nekaj takih poučnih vsebin, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravstvo. Predvsem bo pa otrokom namenjena igra skozi otroške pripovedi, skozi otroške igre za ciljem, kot sem povedal, da se utrne ta zavest, več hoditi peš in več se voziti s kolesom. Konec meseca bodo v središču mesta zabrneli stroji. Začela se bo namreč prenova Slovenske ulice, ki bo trajala dobro leto dni. Na ulicah Murske Sobote smo pri mimoidočih preverili, kaj pravijo o prenovi. Poglejmo. Torej se veselite te prenove, ki se Ja, ker ne več teh avtomobilov pa to, ne? Brez veze, to je vevrženi pejnes. Zdaj do te lepe dreve dol strgali, vse podrli, pa kdo bomo imeli pa za 10 let, tako so vsem za to. Vsi so proti. Večji del prebivalstva je to proti, da bi to sploh razdirali, ker je to bilo vse na novo napravljeno. Še dosti nimam pojma, ali to se slišal pozitivno. Ja, upajmo, da bo najboljše naredili, kaj je mogoče. Se mi zdi dobro, ker to je že v tujini že dalj časa. Glavna ulica, prosta ulica, brez avtomobila. Tako lahko vsaki prosto gre, brez skrbi, peš ali s biciklom. Trebalo bi prenoviti, že dolgo. Mislim, da boljše seveda boče obnovijo, vsaka obnova je v redu, vsaka prenova je super. Slabo. V Mariboru znamka je ogromno enosmernih in je ne glih najboljša. Pa tudi pločniki so v redu, tako ne sem najbolj navdušena. Mislite, da bo Slovenska ulica s to prenovo bolj zaživela? Ja, seveda za tiste, kateri ne vozijo avta ali za starejše ljudi, sigurno, ker v tujini je to tak. Se bo oživilo na vsak način. Mislim preveč ne. Pa to vse preveč razbito, trgovine so sve trgovski centri zunaj, pa gde parkirišče. Mogoče, da več pešcev, pa menje avtov, samo to bo tudi edina dobra lastnost moja. Ja, bo več ljudi zato, ker bo manj prometa, pa bo pač več stvari, ki jih lahko počneš. Ne vem, zdaj je to že prazno, vse trgovine so zunaj, pa ne vem, te bo verjetno še bolj prazno. Mesto, mislim. Kot vsak petek smo tudi danes za vas poiskali zanimiva prosta delovna mesta. Ostanite z nami v nadaljevanju in preverite, ali je katero od njih pravo ravno za vas. Baby Center v Murski Soboti išče osebo z veseljem do dela z ljudmi in izkušnjami pri delu v trgovini. Ponujajo zaposlitev za določen čas s ciljem dolgoročnega sodelovanja. V trgovskem centru Merkur Murska Sobota iščejo kandidata, ki bo opravljal dela v skladišču. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo opravljen izpit za viličarja. AM&PM Global DOO ponuja razgibano terensko delo v regiji bivanja kandidata. Iščejo osebe, ki uživajo v prodajno-promocijskem procesu direktne prodaje končnemu kupcu in imajo veljaven vozniški izpit B kategorije. V svoj kolektiv vabijo tudi v zdravilišču Radenci, kjer zaposlijo slaščičarja, ki bo samostojno izdeloval vse vrste slaščic. Izkušnje so zaželene in potrebno je pasivno znanje vsaj enega tujega jezika. Če ne morete biti ves čas na enem mestu, pa se lahko zaposlite kot nadomestni poslovodja v Deichmannu. Posebnost tega dela je, da se dela v poslovalnicah, kjer je potreba po dodatni pomoči v določenem obdobju.
Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o množičnem pretepu v soboški bolnišnici, kjer je bil vržen tudi solzivec. Pridržan strani policije pa ni bil nihče. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo jasno, popoldne bo na severovzhodu zapihal južni veter. Kakšno vreme nas čaka čez vikend, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričku namerili 14, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 15 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, popoldne bo na severovzhodu zapihal južni veter, šibka burja na Primorskem pa bo povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 5 stopinj, čez dan pa bodo termometri pokazali 19 stopinj Celzija. V nedeljo bo zjutraj in dopoldne še precej jasno, le na Primorskem bo že nekaj oblačnosti. Popoldne se bo oblačnost v zahodnih in osrednjih krajih povečala. Zvečer bo lahko ponekod na Primorskem že rahlo deževalo. Zapihal bo šibak do zmeren jugozahodnih, topleje bo. V ponedeljek dopoldne se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibali med 4 in 15, dnevne pa med 20 in 23 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.